Živijo, lepo pozdravljeni na Red Orbit webinarju. Danes bo naša tema optimizacija za lokalna iskanja. Vse o tem vam bo povedala Maja Kalaš, ki je specialistka za vsebinski marketing in optimizacijo spletnih strani pri Red Orbitu. Vesela bo vseh vaših vprašanj, imate možnost spodaj desno v chatu, pišite vsa vaše vprašanja in Maja bo potem odgovorila na nje. Tako da, Maja, zdaj ti pa predajam besedo. Hvala, Mojca. Živijo vsem skupaj. Jaz sem zelo vesela, da smo se danes zbrali na tem webinarju in da bomo govorili o eni zelo aktualni tematiki. Tako kot je že Mojca rekla, optimizaciji za lokalna iskanja. Bom se kar priklopila, tako da boste videli moje slajde. Zdaj, zakaj je to tako aktualna tematika? S korona krizo smo bili vsi izpostavljeni nekim novim izzivom, tako kupci kot lastniki podjetij smo se soočali z nekimi spremenjenimi vzorci, spremenjenimi praksami in to se bo zagotovo poznalo tudi na dolgi rok. Sigurno se po koncu epidemije oziroma ko se bodo stvari vrnile v normalo, ne bojo naša vedenja kar vrnila v stare tirnice, ampak bojo v bistvu zavedno spremenjena, ker zdaj pa že toliko časa to traja, da je v bistvu neizogibno vplivalo na naše nakupne navade, na naša vedenja. Precej bolj smo osvojili nakupovanje na spletu. Če pa že gremo v fizične trgovine, ne, je pa to v bistvu bistveno bolj premišljeno, bistveno bolj načrtovano, organizirano, skratka, veliko več enega truda vložimo v to, da se organiziramo, da planiramo to, kar dejansko se v bistvu navezuje točno na današnjo tematiko, a ne. Tisti, ki imate fizične trgovine, ste zagotovo opazili, da že prej, preden so se pač zaprle, ste imeli manj obiskovalcev oziroma ste imeli manj takih, ki enostavno pridejo v trgovino, ne. Obiskovalci se zdaj bistveno bolj organizirajo, prej pogledajo, kje točno se nahajate, kdaj ste odprti, mogoče pokličejo v trgovino, si pogledajo vašo spletno stran, pogledajo, če imate možnost osebnega prevzema oziroma dostave, skratka, veliko več informacij poskušajo pridobiti že preden pridejo v samo trgovino. Če so prej prišli, pa so enostavno tam vprašali, kar jih je zanimalo, se je zdaj to vedenje bistveno spremenilo. In tukaj res pride v igro optimizacija za lokalna iskanja, zato ker je to pač edini način, da s svojimi uporabniki komunicirate prek spleta, ne da bi sploh rabili obiskati vašo spletno stran. Pa bom malo več o tem povedala še v nadaljevanju. Optimizacija za lokalna iskanja drugače ni nič novega, z njo se ukvarjamo že kar nekaj časa, res pa je, da je v preteklosti bila mogoče bolj izrazita pri podjetjih, ki so močno odvisna od neke fizične lokacije ali pa zelo močno vezana na neko fizično lokacijo. Če dam kakšen konkreten primer, če se recimo ukvarjate s popravilom pralnih strojev, je praviloma to neka dejavnost, ki je izrazito vezana na fizično lokacijo, se pravi, vaši kupci, vaše stranke iščejo popravilo pralnih strojev v svojem kraju. Enako recimo, če prodajate rabljena vozila, ne, postavite se v vlogo potrošnika, ko boste iskali rabljen avto, boste seveda najprej pogledali po salonih, ki so vam najbližji, iz čiste praktičnosti. Zdaj, s porastom mobilnih iskanj oziroma uporabe mobilnih telefonov na splošno, pa se je v bistvu to vedenje se aplicira na vedno večjo maso ljudi. Dejansko imamo zdaj v bistvu ves čas v žepu pomočnika, s katerim lahko kadarkoli pogledamo odpiralni čas najbližje trgovine, kje točno se nahaja neko podjetje, poiščemo telefonsko številko, da jih kontaktiramo in tako naprej. In pač zato bi moralo imeti vsako podjetje, ki ima fizično lokacijo oziroma opravlja storitve na nekem fizičnem oziroma na nekem ožjem lokalnem območju, bi moralo delati na optimizaciji za lokalna iskanja. Zdaj, teh iskanj
je že skoraj polovica, 46% iskanj ima neko lokalno namero. To pomeni, da vsebujejo lokalne ključne besede oziroma da uporabnik z njimi izkaže interes vezan na neko specifično lokacijo. In kar je še bolj pomembno tukaj, je to, da so iskanja, ki imajo lokalno namero, tudi iskanja z največjo nakupno namero. Praviloma so to uporabniki čisto na dnu prodajnega lijaka, res pripravljeni na nakup, pripravljeni, da pridejo v vašo trgovino oziroma vašo fizično poslovalnico in pač opravijo fizično konverzijo. Zdaj, da pa ne boste mi verjeli na besedo, bom to podkrepila še z nekaj podatki. Kar 88% vseh lokalnih iskalcev oziroma uporabnikov, ki opravijo lokalna iskanja, bo v 24 urah opravili neko akcijo oziroma interakcijo s podjetjem. Zdaj, ali bo to obisk fizične lokacije oziroma trgovine, ali bo to klic, mogoče bo to obisk spletne strani, mogoče vas bo kontaktirali, kako drugače, skratka, različni tipi interakcij. 74% jih je pa dejansko obiskov v trgovini in se zgodijo še v istem dnevu. Zdaj, še ena zelo pomembna stvar, tako kot sem omenila, večina teh iskanj se zgodi na mobilcih, tako da je zelo pomembno, da je vaša spletna stran optimizirana za mobilne naprave. Saj kar 61% uporabnikov pravi, da bojo bolj verjetno stopili v stik z nekim podjetjem, če je njihova stran prijazna mobilnim napravam. In tukaj gre v bistvu čisto za uporabniško izkušnjo. Saj uporabniki v bistvu ne vejo, ali je stran optimizirana za mobilne naprave ali ni, ampak v bistvu gre za to, kako oni izkusijo vašo spletno stran. Ampak gremo mogoče kar en korak nazaj, lepo od začetka, kaj pravzaprav je optimizacija za lokalna iskanja. V teoriji, v osnovi gre za to, da optimiziramo tako kot pri vseh ostalih vrstah optimizacije, zato da dobimo več prometa na stran, da dobimo več leadov, da povečamo neko vidnost oziroma awareness o naši blagovni znamki oziroma našem podjetju. Skratka, da smo prisotni na vsakem koraku, kjer lahko potencialni kupci oziroma potencialne stranke pridejo v stik z nami na digitalu. V praksi je pa to v bistvu še veliko bolj pomembno zaradi tako imenovanih zero-click iskanj oziroma iskanj, ki se končajo brez klika. Zdaj, Google si v zadnjih letih izredno prizadeva, da bi čim več informacij uporabnikom zagotovil na samem iskalniku. To pomeni, da sploh ne rabijo klikati na noben rezultat, ker se jim informacija izpiše že na Google samem. Zdaj, Google ne počne tega zato, da bi nam škodoval ali zato, ker bi bil zloben, ampak dejstvo je, da Googleova prva motivacija in prva skrb je zadovoljstvo uporabnikov. Uporabnika mora čim hitreje in čim enostavneje, s čim manj trenj pripeljati do informacije, ki jo išče. Zdaj, če odpelje uporabnika na vašo spletno stran, pa je ta počasna, pa neodzivna, pa je težko najti informacijo, ki jo išče, je to za uporabnika slaba uporabniška izkušnja. In zato je v bistvu se Google odločil poenostaviti zadevo, čim servirati že na iskalniku. Sigurno poznate te iskalne rezultate. Mogoče ste kdaj pogooglali, koliko je stopinj zunaj, ali pa kje je najbližja restavracija, ali pa mogoče, ne vem, odpiralni čas neke trgovine, naslov enega podjetja, telefonsko številko in se vam je to izpisalo že na Googlu. Sploh niste rabili klikniti na spletno stran. Dejstvo je, da tega bo vse več. Tudi kot lastniki spletnih strani si moramo prizadevati, da Google omogočimo, da te podatke nekako pridobi na naših straneh. V osnovi zero-click iskanja niso nič slabega, če si zagotovimo, da se pač prikažemo v teh obogatenih rezultatih. In dejstvo je, da local optimizacija oziroma optimizacija za lokalna iskanja je edini način, da dosežemo tako vidnost in je edini način, da v bistvu stranke pripeljemo na svoje lokacije fizično, ne da bi te sploh obiskale našo spletno stran.
Še bolj zanimivo je to, da je zdaj že 29% vseh iskalnih rezultatov vsebuje local pack. To pomeni, da je v bistvu ful pomembno, da si priborite ta svoj kos pogače, ne. Mi smo tudi, mogoče zato, da veste, kako enostavno je v bistvu to lahko za vas, smo pogledali, kakšni so podatki 50 slovenskih podjetij. In smo ugotovili, da v bistvu kar 81,5% tega prostora, teh ključnih besed, ki lahko rangirajo za local pack, ni izrabljenih, a ne. To je priložnost za vas, tudi če mogoče ste manjše podjetje ali pa če nimate toliko znanja iz lokalne optimizacije, da če začnete zelo hitro dosežete nek rezultat, zelo hitro lahko začnete rangirati in premagate konkurenco. Zdaj, kaj pravzaprav je local pack, a ne? Prej sem omenila, da je že 29% vseh rezultatov vsebuje local pack. Local pack so ti iskalni rezultati z zemljevidom, ki jih vidite na prezentaciji. Sigurno ste že kdaj videli kakšen tak zadetek, ste kdaj že pogooglali kakšno podjetje in se vam je tole izpisalo. Fajn pa je vedeti, da to ni naključno, se pravi, to niso neka naključna podjetja, ki jih Google navede, ampak je to v bistvu po eni strani odvisno od geolokacije uporabnika, po drugi strani je pa odvisno tudi od tega, kako dobro je stran optimizirana. Torej, tudi če trenutno ne rangirate v tem local map packu, lahko z optimizacijo dosežete, da boste ne samo rangirali, ampak da boste prvi. Drugi tip teh iskalnih rezultatov je Google zemljevid, ki ga tudi sigurno poznate in uporabljate. Tretji tip je pa Google My Business profil, ki se na Google na desktop verziji prikaže na desni strani iskalnih rezultatov, na mobilcih pa nad iskalnimi rezultati in je v bistvu najbolj vidna pozicija in optimalno, če vsebuje vse informacije, ki jih potrebujete oziroma ki jih želite svojemu uporabniku zagotoviti. Uporabnik pa to neka nastanitvena dejavnost oziroma če je to spletna trgovina ali pa če je to neka storitev, ki jo opravljate na nekem fizičnem območju. Skratka, Google My Business profil je ful pomemben, tudi če nimate spletne strani, nič skrbeti, včasih je dovolj, da imate Google My Business profil. Zdaj smo naredili en tak bolj splošen pregled, kaj pravzaprav optimizacija za lokalna iskanja je oziroma kaj so lokalna iskanja, kaj so lokalni iskalni rezultati. Zdaj pa gremo na konkretnejše napotke, kako se pravzaprav lotite optimizacije za lokalna iskanja. V osnovi imamo nekje 6 korakov. To so stvari, na katere lahko vplivate. Seveda je pri optimizaciji za lokalna iskanja, tako kot pri klasični optimizaciji in pri vseh stvareh v življenju, še ogromno dejavnikov, na katere ne moremo vplivati. Med drugim recimo geolokacija uporabnikov, potem Google beleži tudi obiske v fizični trgovini, a ne, tako kot sem omenila, imamo skozi pri sebi mobilne telefone, skozi smo logirani v Google in Google zelo dobro ve, katere lokacije obiščemo, koliko časa se tam zadržimo. To seveda vpliva tudi na rangiranje v lokalnih rezultatih, vplivajo tudi obiski na vašo spletno stran in druga vedenja, ampak kot rečeno, to so stvari, ki so relativno izven naših rok, ne. Teh 6, čez katere bomo šli pa zdaj, je pa v bistvu popolnoma v vaših rokah in lahko poskrbite za to, da so res maksimalno optimizirani. Prvi korak je vsekakor to, da imate mobilcem prijazno spletno stran. Malo več o tem bom povedala kasneje, ampak kot rečeno, ne, lokalna iskanja se opravljajo pretežno na mobilcih. Kar je zelo pomembno je tudi to, da na splošno, ne, kot družba vedno več uporabljamo mobilce, ogromno uporabnikov sploh nima več desktop naprav za zasebno rabo. Večina iskanj dandanes in brskanja po spletu se dogaja na mobilcih, tako da je čas, da tudi svoje spletne strani premaknemo temu trendu naproti. Druga stvar je raziskava ključnih besed.
Zdaj, glede na to, da ste na tej delavnici, jaz predvidevam, da že veste, kaj je raziskava ključnih besed in da že imate nek nabor ključnih besed, za katere optimizirate mogoče svojo spletno stran. Je pa pri raziskavi ključnih besed za local iskanja pomembno to, da pač dejansko veste, katere ključne besede se uporabljajo v zvezi z nekimi lokacijami, se pravi tam, kjer se vaše poslovalnice oziroma vaše storitve opravljajo, nahajajo. In da pač poiščete tiste ključne besede, za katere je najbolj smiselno optimizirati. Tukaj lahko uporabite enaka orodja kot za klasičen keyword research, lahko je to Google Keyword Planner, lahko je to SEMrush oziroma katerokoli drugo orodje. SEMrush ima tudi eno super opcijo in vam pokaže, katere od vaših ključnih besed lahko rangirajo za local pack in katere že rangirajo. Je pa pač tukaj zelo podoben sistem kot pri klasičnem keyword researchu. Problem večine podjetij je samo ta, da se pač s temi ključnimi besedami ne ukvarjajo, zato ker se jim ne zdijo tako pomembne. Mogoče to niso taki voljumi iskanj, kot so za neke bolj generične ključne besede, ampak kot rečeno, to so iskanja z najvišjo nakupno namero, zato bi vam mogla biti ta iskanja tudi najbolj pomembna. In ko imate ključne besede, ko je vaša spletna stran tehnično izpravna, se lotite optimizacije na sami spletni strani, se pravi optimizacije lokalnih strani. Potem pa pride tukaj še upravljanje vašega Google My Business profila, NAB citati, o katerih bom malo več povedala tudi kasneje, in pa lokalne povratne povezave. Še ena zelo, zelo pomembna stvar je, da je več kot 24% klikov na lokalnih iskalnih rezultatih namenjenih oziroma jih dobi prvi rezultat. Kar pomeni, da ni pomembno samo, da ste prisotni, ampak da ste prvi. Ker sem vam pa povedala, da je v bistvu priložnosti ogromno, sem prepričana, da z nekaj truda to niti ne bo tako zapletena naloga. Prvi korak je seveda tehnična optimizacija oziroma to, da poskrbite, da je vaša spletna stran, kot že večkrat omenjeno, optimalno prilagojena mobilnim napravam. Vendar pa tukaj želim poudariti eno zelo pomembno stvar, in sicer, da mobile responsive in mobile friendly ni ista stvar in ne gre vedno z roko v roki. To, da se vaša spletna stran prilagaja različnim velikostim mobilnih naprav, je že super, ampak je vseeno pomembno, da veste tudi, če je prijazna mobilnim napravam, kar lahko preverite z Googlovim orodjem Mobile Friendly Test. V Google Search Console, ki ga morate obvezno uporabljati, če se ukvarjate z optimizacijo, imate tudi eno super funkcijo, vam zlista vse napake, ki vplivajo na uporabnost na mobilnih napravah oziroma na mobile usability. Tako da dajte to preveriti, pa poprositi programerja, da odpravite vse stvari, ki bi vplivali na negativno uporabniško izkušnjo na mobilcih. Še ena ful pomembna stvar je hitrost spletne strani, na mobilcih še toliko bolj. Zelo pomembno se je zavedati, da z naslednjim letom prihajata dve veliki spremembi, ki jih pripravlja Google. Prva je mobile first indeksiranje, na katerega Google sicer opozarja že nekaj časa, ampak zdaj pa so se dokončno odločili, da to pa je to. In da z naslednjim letom preklapljajo na mobile first indeksiranje, kar pomeni, da bo Google crawlal in indeksiral samo vašo mobilno različico strani. Ogromno vlogo igra tukaj tudi hitrost spletne strani, ker je običajno na mobilnih napravah bistveno slabša kot na desktop verzijah. Z naslednjim letom prihaja tudi en nov rangirni signal, ki se mu pravi Core Web Vitals, in zadeva to, kako odzivna, kako stabilna in kako hitra je vaša spletna stran. Tako da dajte preizkusiti tale test, PageSpeed Insights, in pogledajte, kje v bistvu ste. Predlagam vam tudi nekaj opcij, kako lahko izboljšate hitrost svoje spletne strani oziroma njeno
interaktivnost, njeno stabilnost, njeno odzivnost. Skratka, to je res izjemno pomembno, ne samo za rangiranje v lokalnih rezultatih, ampak tudi na splošno za optimizacijo spletne strani, zato ker hitrost je eden od rangirnih signalov in eden od pomembnih, hkrati pa vpliva tudi na uporabniško izkušnjo. Vemo, da smo uporabniki postali izredno neučakani, nepotrpežljivi, počakamo 3 sekunde, če se nam stran ne naloži, jo enostavno zapremo, gremo naprej, gremo drugam. Tako da hitrost spletne strani igra ogromno vlogo pri vseh vrstah optimizacije. Pri Local.SEO, ki pa vemo, da pač temelji na mobilnih telefonih in da se uporabniku običajno mudi po neko informacijo ali pa se mu mudi nekam na fizično lokacijo, je pa še toliko bolj pomembno, da je vaša stran hitra in odzivna. Ko boste uredili vse tehnične stvari, je čas, da se lotite on-site optimizacije. Zdaj, tukaj bi morali imeti že svoj nabor ključnih besed. Fino je tudi, če imate več lokacij, da poskrbite za to, da imate za vsako lokacijo ločeno lokacijsko stran. Skratka, v prvi vrsti večina podjetij se odloči pač, da imajo eno lokacijsko stran, kjer imajo navedene vse svoje poslovalnice. Z vidika Google je bistveno bolje, da imate za vsako lokacijo ločeno stran, kjer imate navedenih kar največ podatkov, od seveda pač osnov, naslov, telefonska številka, ime podjetja, odpiralni časi, fino je, če date gor tudi Google zemljevid, fino je, če date gor tudi pisna navodila, kako lahko uporabniki najdejo vaše lokacije. Mogoče poslikate poslovalnico od zunaj, sploh če ni dobro označena oziroma če veste, da jo uporabniki pogosto iščejo. Mogoče navedete tudi, če imate skladišče drugje kot poslovalnico, kako uporabniki lažje najdejo to. Lahko poslikate notranjost, če je to relevantno, recimo pri gostincih, hotelirjih je to izredno pomembno. Oziroma produkte, mogoče predstavite zaposlene, skratka, glede na vašo dejavnost, zagotovite uporabniku kar največ vsebine, ki mu bo pač koristna, da bo lažje prišel do vas ali pa da se bo lažje odločil za to, da pride k vam. Zelo pomembno pa je, da ko imate postavljene posamezne lokalne strani za vaše lokacije, da le te povežete tudi s svojim Google My Business profilom, kar pomeni, da na Google My Business profilu kreirate listing za vsako od lokacij. Se pravi, pod enim krovnim Google My Business profilom kreirate več različnih lokacij. In potem so tukaj še strukturirani podatki, ki so nekako češnjica na tortici. Strukturirani podatki so košček kode, ki jo vaš programer lahko naloži na spletno stran in Google dajejo v bistvu pogled v to, kakšna je vsebina vaše strani, kakšna je vaša dejavnost, skratka, da bolje razume vaš posel in da vas lahko bolj smiselno rangira, hkrati pa na podlagi tega lahko prikaže uporabnikom obogatene rezultate, se pravi delovne čase, telefonske številke, review, različne vrste obogatenih rezultatov, zdaj jih ima že več kot 40 različnih tipov in ti lahko bistveno pripomorejo k vašemu ZTR-ju, kar pomeni, da na stran pripeljejo več uporabnikov, gradijo neko zaupanje z njimi in neko avtoriteto vaše znamke in podjetja. Ko boste uredili vsebino spletne strani, pa boste zagotovo se začeli ukvarjati tudi s svojim Google My Business profilom. Tisti, ki nimate spletne strani, greste lahko tudi direktno na ta korak, ker v primeru lokalnih iskanj je Google My Business celo pomembnejši od vaše spletne strani. Tako kot sem rekla, optimalno je, da je Google My Business tako optimiziran, da uporabnik sploh ne rabi priti na vašo spletno stran. Tako da Google My Business je vaša vizitka, v bistvu prvi stik z vašim podjetjem za vsakega uporabnika, tako da gledajte, kako se reprezentirate. Če ga še nimate,
si ga ustvarite čim prej. Postopek je v bistvu precej enostaven, Google vas vodi čez vse korake, je pa ene par stvari, ki jih je dobro vedeti in vam jih Google ne bo povedal. Prva je recimo, ko opisujete ime vaše dejavnosti, vašega posla oziroma podjetja, opišite celo točno ime, ki ga uporabljate tudi sicer v vsej poslovni komunikaciji, ki ga uporabljate na iPasu in tako naprej. Zato, ker vam bo veliko lažje usklajevati vse te signale, ki jih pošiljate Google, se pravi, da povsod uporabljate enako ime, če boste imeli to že v osnovi urejeno. Nekateri želijo tukaj recimo tudi uporabljati kakšne ključne besede, kar pa ni priporočljivo, ker Google tega načeloma ne dovoljuje. Tako da pač uporabite tisto različico svojega imena, ki jo uporabljate tudi sicer. Ko ustvarjate lokacije, kot sem rekla, za vsako poslovalnico ustvarite svoj listing. V osnovi, ko opisujete osnovno lokacijo, pač date lokacijo, kjer je vaše podjetje registrirano, pa potem lahko nadaljujete naprej. Ena stvar, na katero je tudi treba biti pozoren pri kreiranju, so kategorije. Izberete lahko do 10 kategorij, ki so povezane z vašo dejavnostjo in na podlagi katerih vas bo potem Google predlagal uporabnikom kot zadetek. Jaz vem, da je tukaj mamljivo navajati različne kategorije, ampak spet, 10 jih je lahko, prva je najpomembnejša, ima največjo moč, tako da dajte tukaj izbrati tisto, ki se ujema z vašo osnovno dejavnostjo. Če ste recimo trgovina s teniškimi loparji, pa hkrati tudi popravljate loparje, če je vaša osnovna dejavnost trgovina, izberite trgovina s teniško opremo in potem v ostalih 10 kategorijah pojasnite, katere vse ostale storitve imate še na voljo. Če slučajno že obstaja Google My Business profil z vašim imenom oziroma za vašo lokacijo, pa ga niste ustvarili vi oziroma ga je ustvaril mogoče še nedavni zaposlen ali pa ga je ustvaril Google sam v času Google Plusa, ga lahko klejmate oziroma pač prevzamete lastništvo. In potem v bistvu na podlagi tega mislim, da traja proces 1-2 tedna, verificirate se, dobite po pošti neko kodo in prevzamete lastništvo nad svojim Google My Business profilom in to je ful pomembno. Ogromno podjetjem se pač s tem ne da ukvarjati, zato ker je mogoče malo, se jim zdi, da je zapleteno, pa v resnici sploh ni, ampak je ful pomembno, ker s tem pač prevzamete kontrolo nad svojim poslom in nad vtisom, ki ga naredite na svoje uporabnike. In ko boste postavili vse osnove svojega Google My Business profila, boste v bistvu ugotovili, da ima še en kup enih zanimivih uporabnih funkcij oziroma nekih takih bombončkov, ki jih lahko ponudite svojim uporabnikom in ki v bistvu za vas predstavljajo neko brezplačno verzijo oglaševanja na Google. In to so recimo Google objave, lahko predstavite svoje izdelke, lahko predstavljate posebne ponudbe, dogodke. Skratka, en cel kup enih čudovitih stvari, s katerimi lahko nagovorite uporabnike, sam pač treba si vzeti čas in to redno posodabljati in boste videli, da imate lahko zelo veliko učinka od tega. Kar sem pa mogoče pozabila prej povedati, pa je ful pomembno, je, da vse, na kar linkate prek svojega Google My Business profila in tukaj je mišljeno osnovna povezava na vašo spletno stran in tukaj so mišljeni vsi izdelki, vsi dogodki, vse UTM-jete. Obvezno uporabite UTM parametre, zato ker v nasprotnem primeru ne boste vedeli, odkot prihaja ta promet. Google načeloma ves trafik z Google My Businessa uvrsti pod direct in ne pod organic, kar je pač zelo slabo za analitiko, ne. Tako da uporabite UTM parametre. Naslednja stvar, ne bomo še dremali, čeprav bi mogoče nam zdaj vsem pasali, ob taki uri pa takem vremenu. Ne, govorili bomo o NAP signalih. NAP je kratica za name, address in phone number. Jaz vem, da se to sliši popolnoma
basic in kaj zdaj govoriš o najosnovnejši zadevi, ne, sej kakšen naslov, telefonsko številko, pa ime podjetja imam, pa valjda vem, ne, ampak ne boste verjeli, koliko podjetij nima istega naslova oziroma nima konsistence v naslovu ali pa telefonski številki na Google My Business profilu, pa na spletni strani. Mogoče ste se vmes preselili, ste zamenjali lokacijo ali pa ne vem, ste zamenjali telefonsko številko, na spletni strani to ponavadi popravimo, na Google My Businessu se pa pogosto pozabi. In kar je še pomembneje, ne, te signale je treba uskladiti povsod, kjer se pojavljajo na spletu. Torej, ne samo v vašem Google My Business profilu in na vaši spletni strani, ampak tudi na spletnih stranih poslovnih partnerjev, na spletnih stranih poslovnih imenikov, na socialu, skratka povsod, kjer je omemba vašega imena, morajo biti 100% konsistentni podatki. Prvič z vidika uporabnikov, zato ker je zelo slaba uporabniška izkušnja, če uporabnik naleti na nek star zapis o vašem podjetju in ga pelje na napačen naslov ali pa kliče na številko, ki več ne obstaja. Po drugi strani pa zato, ker je to eden najmočnejših signalov, na podlagi katerih vas Google rangira. Skratka, poskrbite, da bojo objave konsistentne. Zelo smiselno je tudi, da si prizadevate pridobivati čim več omemb na lokalno relevantnih spletnih straneh, se pravi na poslovnih imenikih, ki so povezani z vašo dejavnostjo, na spletnih straneh partnerjev, ki se ukvarjajo s podobno dejavnostjo ali pa delujejo v istem okraju, občini, se pravi na isti lokaciji. Skratka, da čim več teh signalov pridobite. In zdaj smo prišli do meni enega najljubših delov Google My Business accountov, večini podjetij pa so trn v peti in to so online reviewji oziroma mnenje uporabnikov. Zdaj se pa mogoče za sekundo vprašajte, kdaj ste nazadnje odgovorili na kakšno mnenje uporabnikov, pa ne bo to na Facebooku ali pa na Googlu ali pa na kakšni tretji platformi. Verjetno se s tem ne ukvarjate kaj dosta, ne? Sploh ne s slabimi reviewji. Slabi reviewji se zgodijo, ne bo zaradi tega konec sveta, se pač zgodi, da kdaj kakšen kupec ali pa uporabnik ni zadovoljen, lahko se zgodi tudi, da nekdo po pomoti pusti slab review, ne, želel je reviewjati restauracijo zraven vas, pa je vam napisal, da ni zadovoljen z vašimi sendviči, vi pa se ukvarjate z nečem čist tretjim, ali pa mogoče kak nezadovoljen nekdanji zaposlen pusti kak negativen review. Skratka, to je čist normalno in čisto okej in nič tragičnega, če se znamo na te negativne komentarje odzvati. Najslabše, kar lahko storite, je, da jih ignorirate. K temu morate pristopiti sistematično, racionalno, umirjeno in z enakim tonom, kot komunicirate sicer s svojimi uporabniki. Zapomnite si, da odgovarjate za bodoče uporabnike, ne za tega, ki je nezadovoljen, ampak za tiste, ki se mogoče še odločajo o tem, da bi prišli k vam oziroma da bi se odločili za vašo storitev, pa bojo šli brati te komentarje, bojo na podlagi vašega odnosa, na podlagi vaše komunikacije presojali o vašem podjetju. Tako da jaz predlagam, da odgovarjate tako na pozitivne kot na negativne komentarje, da ostanete mirni, racionalni in predvsem, da imate neke personalizirane odgovore, ne copy-pastati vsem enakega odgovora, zato ker s tem res ustvarjate zelo pomemben vtis na svoje uporabnike. In ne pozabite na Q&A section. To je ena, po mojem, najbolj spregledanih funkcij Google My Businessa. Ogromno podjetij sploh ne ve, da so tam ta vprašanja in odgovori. In kar je najbolj grozljivo od vsega skupaj je, da na ta vprašanja lahko submitajo vsi uporabniki, prav tako pa lahko kdorkoli odgovarja na ta vprašanja, torej vsi uporabniki. A pa si res želite, da na vprašanja vaših kupcev odgovarjajo nekvalificirani ljudje? To so lahko nerelevantni, netočni ali pa celo nesramni odgovori, ne? Včasih kdo misli, da je malo zabaven, pa se kaj pošali, ampak v resnici s tem vam naredi zelo slabo reklamo, ne? Tako da dajte poskrbeti, da sami tudi odgovarjate na ta vprašanja, na vsako vprašanje je možnih več odgovorov in tisti, ki ima največ thumbs upov oziroma upvotov oziroma lajkov,
tisti se pač prikaže kot prvi. Tako da vzemite zadevo v svoje roke. Uploadajte svoje vprašanja, lahko celo vzamete vprašanja, ki so na vašem FAQ-ju na strani, lahko povprašate svoje prodajalce ali pa zaposlene, kaj so najpogostejša vprašanja, s katerimi se srečujejo, in že na GMB-ju odgovorite na nje. Tako kot sem rekla, za review je tudi tukaj velja, dajte odgovarjati personalizirano na vsa vprašanja, in pa poskrbite, da bodo imeli vaši odgovori največ lajkov. Če se zgodi, da je kakšen pred vašim, enostavno poprosite zaposlene, poprosite prijatelje, babice, detke, brate, sestre, mame, vse veste, da vam pač upvotajo vaše odgovore, da se bojo res prikazali kot prvi. Ok, zdaj smo si pogledali kar veliko praktičnih nasvetov, pa gremo še enkrat čez najpomembnejše korake, da se lahko lotite optimizacije spletnih strani za lokalna iskanja. Prvi korak, torej še danes prevzemite lastništvo oziroma kreirate svoj Google My Business profil in začnite čim prej skrbeti za to, da so podatki pravi, da so relevantni, da so aktualni. Zdajle recimo je to zelo pomembno, ker ogromno podjetij je zdaj zaprtih, pa na Google My Business profilu še vedno nimajo to navedeno, imajo še kar odpiralni čas po starem, da so zdaj trenutno odprti, kar res kreira ful slabo uporabniško izkušnjo. Tako da dajte preveriti, če so podatki, ki jih imate gor, res pravi, če so naslovi še pravi in če imate dejansko listing za vse vaše lokacije. Potem začnite odgovarjati na reviewe in vprašanja. Jaz vem, da zna biti tega veliko, ampak kot rečeno, potem vas presojajo vaši uporabniki. Tudi če mogoče nimate ocene 5 zvezdic, ampak imate 3,5, če bojo uporabniki videli, da na te negativne ocene odgovarjate prijazno, konsistentno, da ponudite neko rešitev uporabniku, vas ne bojo potem slabo presojali. Potem začnite optimizirati svoje lokalne strani, tako kot sem rekla, za vsako lokacijo kreirajte svojo lokalno podstran, na njej čim več informacij, poskrbite za to, da so vaši podatki poenoteni na lokalnih stranih, na stranih vaših partnerjev, spletnih imenikih, Facebooku in tako naprej. In seveda naredite svojo spletno stran mobilcem prijazno. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, še enkrat se vam opravičujem za tehnični kolaps vmes, zdaj ste pa na vrsti vi in vaša vprašanja in z veseljem bom odgovorila na njih. Maja, prijeli smo tlele v chat 2 vprašanja, če mogoče si prebereš. Je priporočljivo za vsak bankomat narediti svoj listing, verjetno? Za bankomate, ja. Če je to vaša lokacija, če to smatrate kot svojo lokacijo, potem seveda, ja, je smiselno. Sej uporabniki iščemo, najbližji bankomat, seveda mora imeti vsak svoj listing. Drugo vprašanje je, kaj pa, če ima podjetje zaradi združitve več Google My Business accountov, kako se jih nepotrebne zapre? Zdaj, najprej prva stvar je, da morate imeti lastništvo nad tem Google My Business profilom. Potem pa pač, ko dobite lastništvo nad temi lokacijami, zdaj predvidevam, da ustvarjali so jih različni akterji, ko dobite lastništvo nad temi profili oziroma listingi, potem jih lahko začnete zapirati oziroma združevati. Še eno vprašanje je priletelo. Marko, živjo. Ali se lahko zlistajo vse trgovine v Google My Business? Imaš trgovine v Sloveniji, ki jo pokaže. Bi lahko v istem searchu pokazalo tudi ostale trgovine, ki jih imaš na primer v Nemčiji, Italiji in drugih državah? Ne, to pa ne deluje tako. Ker so Google My Business listingi vezani na lokacijo oziroma na lokalno iskanje, se pravi, se prikažejo za tisti kraj, za katerega uporabnik išče. Ni variante, da bi imeli 3-4 profile, tudi ni smiselno za uporabnika, njega zanima lokacija v Sloveniji, ne v Nemčiji.
Je pa vsekakor smiselno, da jih imate za vse lokacije, ne? Zato, da ko bo uporabnik v Nemčiji iskal, da ne bo rabo iti prek slovenskega Google My Business profila. Ne? Okay, pa imamo naslednje vprašanje. Ima lahko več oseb lastništvo nad Google My Businessom? Lastništvo ima samo podjetje, lahko pa potem dodelite skrbništvo. Tako da urejajo lahko različne osebe, seveda. Okay. Matjaž sprašuje, kako da lahko nekatere Google My Business profile urejaš, druge pa ne? To je verjetno to, kar sem rekla. Nimate lastništva, morate klejmati lastništvo nad Google My Business profilom in boste potem lahko urejali. Maja, a nam samo svežiš, kako klejmaš lastništvo oziroma zahtevaš? Te lahko dam tisti slajd, večkrat bo trajalo, zato ker je sistem malo počasnejši. Ampak načeloma je en gumb, na katerem piše, mislim, da prevzemite lastništvo oziroma claim. In enostavno pritisnete in bo naslov podjetja, ki je naveden v tem Google My Business profilu, prišla taka poštna izkaznica oziroma, vidite, ste lastnik tega podjetja. Lahko pa pač predlagate tudi urejanje. Če ugotovite, da ni pravi naslov naveden, najprej predlagate urejanje, potem pa klejmate lastništvo nad Google My Business profilom. Ok, in še eno vprašanje s tem povezano, kako se združi različne Google My Business profile? Ja, v Google My Business accountu se enostavno, ali s tem mislite različne accounte, ne listinge. Zdaj, to je malo... Andrej, če pojasnite potem še vprašanje, kako ste mislili. No, imamo kar veliko vprašanj. Pri Google PageSpeed Insightih oceni imamo glavni problem pri velikosti slik. Katere formate priporočate kot Next Generation formati? Ja, zdaj najpogosteje se uporabljata WebP in pa JPEG 2000. Zdaj, majčkeno si pogledajte, kateri brskalniki podpirajo te formate. Zaenkrat mislim, da razen Chroma ogromno starejših brskalnikov, starejših verzij brskalnikov ne podpira teh Next Gen formatov, kar pomeni, da boste lahko imeli problem pri zelo velikem številu uporabnikov. Malo pogledajte v analitiko, s katerih browserjev prihajajo vaši uporabniki, se tudi na podlagi tega odločite, kater format je smiselno uporabiti. PNG je absolutno najslabši, najtežji, že z JPEG-om lahko naredite kar precej kompresije, drugače pa bi mogoče prej kot WebP priporočala JPEG 2000. Ok, in vezano še na vprašanje prej, kako se združi različne akaunte Google My Business profila, kar je spraševal. Ja, jaz ne vem, če gre tukaj prav za združevanje, ne? Če gre recimo za združitev dveh podjetij, se pač odločite, katero boste obdržali, ta drugega pobrišete in enostavno na tistem, ki ste ga obdržali, kreirate vse listinge, ki jih potrebujete. Ok, potem pa Marko še sprašuje, ali lahko zamenjaš prvo sliko na Google My Businessu, se pravi, prvo sliko je namreč slika uporabnika, ki ni ravno profesionalna. Ja, oni bi pa želeli lepšo. Absolutno se to da zamenjati. Dejstvo je, da je fajn te stvari skozi refreshati. Nalagajte fotografije v čim boljši velikosti in v čim boljši resoluciji, zato ker jih bo Google avtomatsko prikazal kot prve potem. Je pa res, da lahko se zgodi, da vsakeč, ko bo uporabnik naložil neko sliko, pa bo Google presodil, da je mogoče bolj sveža ali pa bolj kvalitetna, da vam bo lahko to zamenil in enostavno probite čim večkrat naložiti nove fotografije v čim boljši kvaliteti. Ta resolucija je tukaj res ful pomembna. Ok, če nimate več vprašanj, bom pa jaz, Maja, še izkoristila priložnost in ti zastavila nekaj vprašanj. Okay. Do nedavnega smo imeli na Google My Business zelo dobro oceno, potem pa sta nam dve slabi oceni naredili veliko škode. Kaj menite o tem, da bi zadovoljnim kupcem ponudili popust v zameno za dobro oceno na Google in si na ta način izboljšali povprečno oceno? Ja, tega pa ne bi priporočala. No. Dejstvo je, da Google ima v svojih zelo strogih pravilih prepovedano obljubljanje česarkoli v zameno za Google Review, kar pomeni, da če jim vi ponudite popust ali pa neko nagrado v zameno za to ali pa darilce, s tem kršite Googlova pravila. Če izve, da imate to akcijo, vam lahko pač zbena profil.
Jaz bi predlagala, da pač poprosite svoje kupce, tiste, ki veste, da so zadovoljni, da jih poprosite za pozitivne reviewje, s tem ni nič narobe, to je čisto dovoljeno, ne smete pa jim obljubiti nič v zameno. Če imate spletno prodajo ali pa, ne vem, imate neko storitev, fizične izdelke prodajate, lahko zraven priložite kakšno luštno kartico, napišete gor, dajte nam prosim nameniti pozitivno oceno, lahko date tudi link do svojega Google My Business profila in tako uporabnikom še olajšate to submitanje reviewja, ne pa jim ničesar obljubljati in ponujati v zameno, ker boste s tem kršili Googlova pravila. Ok, se pravi, se temu izogibamo. Potem imam še vprašanje. Pri nas imamo storitveno dejavnost, ki jo opravljamo samo v nekaterih mestih po Sloveniji. Kako dosežemo, da bomo rangirali na zemljevidu v vseh teh krajih? Ali moramo ustvariti Google My Business profil za vsak kraj posebej? Ja, tako kot sem rekla, ne Google My Business profil. Google My Business profil je en kroven, ampak listing je za vsako lokacijo. Se pravi, zato, da boste rangirali v vsakem kraju, kreirate Google My Business listing za tisti kraj. Ne morete pa pričakovati, da boste rangirali za celotno Slovenijo oziroma za kraje, ki niso s temi lokacijami povezani. Ok, hvala Maja. In še eno vprašanje imam, potem pa Matej na vaše odgovorimo. Naše podjetje ima 15 poslovalnic, vsaka poslovalnica ima svoj Google My Business profil, ampak podatki niso povsod točni, niti redno posodobljeni. A enostavno nimamo osebe, ki bi se lahko ukvarjala s tem. Kaj predlagate, kako se lotiti? Ja, pri velikih podjetjih je to pogosto težava, se pa da zadevo recimo poenostaviti. Najboljše je, če vam ta osnoven support dela kar vsaka poslovalnica posebej, se pravi tam zadolžite neko osebo, ki upravlja s posameznim listingom. Vi centralno v podjetju morate pa določiti neka pravila, se pravi zagotovite neko sistematizacijo oziroma neko poenotenje, na kakšen način naj bojo podatki navedeni, kaj vse mora biti na Google My Business profilu. Mogoče jim date neke sugestije, na kakšen način naj se odgovarja na vprašanja. Mogoče tudi določite neke dneve, ob katerih se bo kontinuirano in rutinirano to delali. Tako da v bistvu pač vi nudite nek tak neko usmeritev, nek tak support, dejansko upravljanje s posameznim profilom pa prevzamejo potem vsaka poslovalnica posebej, ker njim to potem ne vzame toliko veliko časa, kot bi vam vzeli za 15 poslovalnic. Ok, potem pa Jan sprašuje, a ima mogoče Google kakšen support za Google My Business? Ja, seveda, imajo tudi support za to. Aha, verjetno se pogoogla, ali kaj predlagaš? Ok, pa še Matej sprašuje nekaj, kar... Vem, no. Kako? Da lahko jih kontaktirate, koliko odzivni pa so, je pa pač čisto odvisno od situacije. Trenutno imajo verjetno kar zabasan, tako kot vsi, ne. Ok, pa Matej sprašuje še nekaj, ki ni toliko povezan z local SEO. Če priporočaš šumnike v URL-jih, primer Hervis? Ne priporočamo šumnika v URL-jih, zato ker jih potem Google pretvori v take dolge kače različnih simbolov in je za uporabnika zelo neprijazno. Tako da načeloma je bolje, da se uporablja pač brez šumnikov URL-je. Ok, mislim, da smo mi odgovorili na vsa vprašanja. Če ima kdo še kakšno vprašanje, ga nam zastavite. Zdaj le bo pravi čas za to. Ali pa pišete potem na mail, se smo vam na voljo. Če imate kakršnakoli vprašanja z local SEO-om, se lahko kadarkoli obrnete na nas in vam tudi priskočimo na pomoč. No, tako. No, če ni vprašanje, mislim, da smo prišli do konca maja današnjega napetega webinarja. Hvala, ker ste vztrajali z nami do konca. Žal smo imeli zanimivosti vmes, ampak bomo uredili posnetek, da bite vsi. Hvala za vašo pozornost. Krasni ste bili. Tako. Hvala lepa in lep pozdrav. Se kmalu vidimo. Nasvidenje.